Primož Trubar je bil protestant in je tako kot drugi protestanti verjel, da mora vsak človek brati Sveto pismo v svojem jeziku. Zato se je odločil, da bo verska besedila prevedel v jezik, ki so ga govorili ljudje na območju, od koder je bil doma. Ampak trčil je ob hudo težavo. Ljudje so namreč govorili različna narečja in uporabljali za iste reči različne izraze. Da bi vsi razumeli njegov prevod, je iz več narečij ustvaril jezik, ki je bil razumljiv ljudem na Kranjskem, Spodnjem Štajerskem, Koroškem in v Istri, ter v tem jeziku zapisal katekizem in druga dela. V svojih besedilih je uporabil tudi izraza Slovenci in Slovenke, vendar takrat ni imel v mislih vseh prebivalcev na območju zdajšnje Slovenije. Ko je Trubar v Sodih tovoril knjige v čisto sveže zgnetenem jeziku, zapisanem v pisavi bohoričici, so na tem območju vladali Habsburžani. Države, kakor jih poznamo danes, pa še niso obstajale. Nacionalne države so se namreč začele oblikovati šele pred približno 200 leti, ko se je začela širiti zamisel o tem, da na posameznem območju živijo prebivalci, ki se čutijo del istega naroda. Tudi na območju Slovenije je bila ta misel zelo živa in ljudje so se čedalje množičneje začeli čutiti in izrekati kot pripadniki slovenskega naroda. Ko je leta 1843 Janez Blajvajs začel izdajati časnik Kmetijske in rokodelske novice, v katerem se je slovenski knjižni jezik brusil, so se lahko bralci seznanili zahtevo, da se Slovenci povežejo v en narod. 29. marca 1848 je bil v tem časopisu natisnjen članek z naslovom Kaj Slovenci terjamo, ki ga je spisal Matija Majer Zilski in v njem postavil temeljne zahteve slovenskega narodnega gibanja. Zahteval je, da se v šole in urade uvede slovenščina in da se slovenske dežele povežejo v eno celoto. To obdobje imenujemo pomlad narodov. Ampak pomlad je morala v Sloveniji še malo počakati. Zahtevi o zedinjeni Sloveniji tedaj ni bilo ugodeno. Je pa vseeno slovenščina postala eden od 10 jezikov, v katere so prevajali državni zakonik in deželne zakonike Avstrijskega cesarstva. Ljudje so lahko slovenski jezik uporabljali v uradih, na sodiščih, v vojski in v šoli. Po prvi svetovni vojni je območje Slovenije postalo del kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kasneje Jugoslavije. Po drugi svetovni vojni, ko je večina menila, da tako majhne države, kot je Slovenija, ne morejo preživeti same, pa del Socialistične federativne republike Jugoslavije. Šele po več kot 70 letih bivanja v Jugoslaviji se med Slovenci in v ugodnih mednarodnih okoliščinah izoblikovalo soglasje za samostojno državno pot.